Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Na forumih, na spletnih straneh le redko preberemo kaj pohvalnega. Ampak, ko sem se pripravljala na današnjo oddajo in brskala po spletnih straneh, sem o moji današnji gostji prebrala le besede hvale. Njene pacientke so takole zapisale: prijazna, odlična kirurginja, ki operira tudi tisto, kar drugim ne uspe. In prijazno se je odzvala tudi našemu vabilu docentka Martina Ribič-Pucelj, specialistka ginekologije in porodništva. Lepo pozdravljeni. Doktor Ribičeva, skoraj da 40 letja, bi lahko rekli, že delate na ginekološki kliniki v Ljubljani. Zelo dolgo obdobje, kajti skoraj 40 letja se trudite in pomagate ženskam, da pridejo do tistega želenega cilja, do otroka. Je tako? Res je, od leta 1974 sem zaposlena na ginekološki kliniki, v glavnem delo na področju reprodukcije in minimalno invazivne kirurgije. Ja, tudi izven maternična oploditev sodi zraven. Sedaj imamo že odrasle ljudi, ki so bili spočeti v epruveti, kot rečemo. Res je, ekipa, ki je uvedla to ljubljansko kliniko, je uspela že leta 1984, smo uspeli roditi prve naše dvojčice, potem je šla stvar zelo hitro naprej, tako da je danes to eden od možnih načinov zdravljenja za pare, kjer druge pomoči ni. In mislim, da je to zelo v redu. Zdaj so v ekipi že prihajajo nove generacije. Tisti, ki smo začeli, počasi odhajamo, ampak mislim, da je ravno na mladih svet stoji in da bodo šle stvari zelo dobro naprej. Koliko približno parov se letno odloča in išče to vrstno rešitev za svojega otročka? Povem recimo lahko, za koliko ciklusov umetne oploditve naredimo. Na ginekološki kliniki letno 1200 do 1400. Se pravi, to je postopkov, nekateri pari pridejo večkrat, zdaj da bi točno številko povedali, ampak smo zelo velik oddelek, res zato tudi nimamo ekstremno daljših čakalnih dob in ekipa ustrezno tudi po številu biologov in zdravnikov, da to brez posebnih zadržkov in čakanja lahko izvajamo. No in sedaj že lahko na osnovi slovenskih izkušenj rečemo, da so to zdravi otroci, zdaj zdravi ljudje. Pri teh otrocih ni nič več prirojenih nepravilnosti kot v ostali populaciji in ta postopek ne vpliva na to, da bi bili otroci za to karkoli manj vredni. Se spomnim, ko smo začeli to, je pokojni profesor Novak, svetovno slaven ginekolog, mi je enkrat rekel: joj, Bog ve, kakšni bojo te vaši otroci. Ampak takrat je bilo veliko pomislekov na začetku, ne samo pri nas, tudi v svetu. Zdaj je to dokončno sprejeto kot uspešno. No, drugo področje, ki se mu veliko posvečate, so pa tudi ohraniti nosečno sposobnost za nositve, bi bolje temu rekla, pri ženskah, ki zbolijo za rakom. Ja, to je eno izjemno pomembno področje. Poglejte, današnje zdravljenje raka omogoča bistveno daljše preživetje in tudi ozdravitve, sodobni načini. Vendar pogosto je cena teh zdravil in postopkov neplodnost. Uničijo se jajčniki, moda pri moškim se to, in zato se je v svetu že nekaj časa začelo razmišljati, kako bi tem pacientkam ohranili plodnost. Začelo se je shranjevati najprej zarodke, potem jajčne celice, potem tkivo jajčnika. Vse to, ta genetski material se odvzame pred začetkom terapije in ko je pacientka smatrana, da je ozdravljena, se potem enega od teh genetskih materialov lahko porabi za njeno reproduktivno sposobnost. Ker predtem je bila možna samo posvojitev ali pa oploditev z darovano spolno celico. Imamo še vedno to v Sloveniji, darovana spolna celica? Ja, darovana spolna celica je v Sloveniji odobrena,
vendar velika škoda je, nimamo darovalk. Slovenke se ne odločajo za darovanje jajčnih celic. Tako da je čakalna doba tiste, ki čakajo na naše celice, več kot 2 leti. Številni pari pa odhajajo v tuje centre, predvsem na Češko in v Bratislavo, ker pač moških še nekaj je ženske. Imeli smo precej akcij, ki bi spodbudili darovanje, tudi Med over med, potem lanski simpozij o ohranjanju plodnosti, pa se ob vsaki akciji se mogoče 1, 2 darovalke pojavita, potem pa stvar spet zamre. Tako da tukaj ne morete na ginekološki kliniki nič narediti v to smer, ne? Spodbujamo, vendar... Ja, kakor je, ne? Morda se bo to spremenilo. Še eno področje je, ki moram reči, da sama, ko sem se pripravljala na oddajo, sem kar nekajkrat prebirala o tem, vi veliko delate tudi na tem, opozarjate, to je bolezen, za katero ženske malo vemo, pa vendar sodi med najpogostejšo bolezen žensk v rodnem obdobju. To je endometrioza. Torej, endometrioza je, še vedno je pravijo, enigmatična bolezen, ker namreč ne ve se točno, kljub večjim teorijam, zakaj se ta sluznica, ki je sicer v maternici, pojavlja zunaj maternične votline, po celi medenici. In ta pojav povzroča ženskam hude težave. Bolečine, neplodnost, predstavlja v Evropi največji vzrok za odsotnost dela in odsotnost iz šole. Zato je leta 2007 Evropski parlament poimenoval socialna bolezen, ker je bolezen, ki ogroža fizično, psihično in socialno življenje žensk. In vedno pogostejši so pozivi strokovnjakov, naj se misli na to bolezen in naj se jo ne podcenjuje. Torej, kako, na kakšen način se ta bolezen kaže v simptomih? Najpogostejši simptomi so boleče menstruacije, boleči spolni odnosi, predvsem, kadar se pojavijo čez nekaj časa, ne da so prisotni od nekdaj. Potem je lahko prisotna kronična medenična bolezen, ki ni odvisna od ciklusa, pri zelo razširjeni bolezni, težave z odvajanjem urina, težave z odvajanjem blata in pa tudi neplodnost. Mi dobimo pri ženskah, ki tožijo za enega od teh simptomov, v 70% ugotovimo endometriozo. In pri 40 do 50% jo odkrijemo pri neplodnih bolnicah. Ampak z enim ginekološkim pregledom pri ginekologu v ambulanti lahko se diagnosticira ta bolezen? No, jaz tukaj vedno citiram mojega kolega iz Francije, profesor Canissa, ki pravi, da je potrebno žensko poslušati. In če jo poslušate in pravilno ginekološko pogledate, torej pravi, rabite 2 ušesi in 2 prsta. In potem imate v 90% postavljeno diagnozo. Ostali postopki samo so dodatni, da potrdimo z slikovnimi tehnikami in s tem in ugotovimo razširjenosti bolezni. Ja, ampak velikokrat poznam veliko žensk s težavami, z bolečimi menstruacijami, z vsakomesečnimi tabletami proti bolečinam in čakajo, da bo boljše, ker je ginekolog tako rekel, ko bodo rodile. Ja, morda je tudi med samimi ginekologi malo premalo znanja ali premalo zanimanja. Pa mislim, da to ni samo Slovenija. Poglejte, povprečen čas od začetka težav do dokončne diagnoze in zdravljenja je v Evropi 8 let. V Ameriki je 7 let. No, nedvomno je vodilna Brazilija, ki imajo številne centre za endometriozo in tam je v glavnem do dokončnega zdravljenja 7 let. In na kakšen način potem resnično postavite diagnozo? Z samim pregledom smo rekli, lahko se opozori na to, da bi lahko bila, je potem potrebna laparoskopija? Ja, laparoskopija
to je pregled trebušne votline notranjosti s kamero, je dokončna diagnostična metoda. Ne samo, da nam potrdi diagnozo, ampak nam tudi pojasni obsežnost obolenja. Ker samo ultrazvok so metode, vendar obsežnost obolenja ugotovimo samo z laparoskopijo. In potem se lahko pomaga z kirurškim posegom, ali obstojajo zdravila? Ja, danes laparoskopija ni več samo diagnostična metoda, ampak je obenem tudi kirurška metoda. Še vedno je, da je kirurgija izbirni način zdravljenja. Uspešnost je glede, kar se tiče bolečin, do 70%, neplodne bolnice nosijo v povprečju, odvisno od centra, od vrste bolezni, v 50%. Seveda je pa uspešnost nedvomno odvisna od natančnosti in preciznosti prve operacije. Prva operacija je bistvena. Če ta ni narejena tako, kot je treba, da se odstranijo vse bolezenske spremembe, to vodi v ponovne in v ponovne operacije. Seveda pri upoštev potem tudi zdravljenje zdravili. Te uporabljamo predvsem pri ženskah, ki ne načrtujejo nosečnosti v bližnji prihodnosti, ker vsa zdravila zavrejo delovanje jajčnikov, torej ne morejo zanositi. Zato ženske, kjer kirurški poseg ni bil uspešen, jim svetujemo zunajtelesno oploditev. In kombinacija teh dveh metod daje potem najboljše rezultate. Vzrok te bolezni ni znan? Vzrok ni znan. Odkar je odkrita, obstoja 5 teorij. Vsaka delno pojasni nastanek, nobena pa v celoti. Vedno več se govori o dejavnikih okolja, pesticidih, dioksinu in podobnih. Verjetno je tudi tukaj nekaj. Konča se na srečo z menopavzo, s tistim obdobjem, ki pa prinaša druge težave mnogim ženskam. Seveda. Zdaj dejansko zelo hude težave v menopavzi ima približno 20% žensk. Nedvomno je tukaj upravičeno zdravljenje s hormonskimi zdravili. Seveda, če izključimo razne bolezni in dejavnike tveganja, ki jih ženska ima. Uvedba teh zdravil bistveno izboljša kvaliteto življenja žensk. Na žalost je pa precej odpora. Ženske se ne odločajo nekatere rade. Temu pripomorejo tudi nekatere starejše generacije splošnih zdravnikov, ki pravijo, kaj so vam pa napisali, da boste raka dobila, a ne? Potem to torej pravilno izbrana pacientka, katere poznamo celotno njeno zdravstveno stanje, in s predpisovanjem teh zdravil nedvomno ne škodimo, ampak večjem koristimo. Kakšno je pa vaše mnenje? Sedaj je veliko razprave, veliko staršev je v dilemi, kako naj se odloči sedaj pri cepljenju mladih deklet proti raku na materničnem vratu? Ja, to, kot vidite, je še vedno delno deljena mnenja. Jaz bi težko tukaj rekla za ali proti, glede na vse podatke, ki se zdaj naj bi bilo uspešno. Je pa dejansko ta virus vzrok za raka materničnega vratu v 70%. So tudi drugi vzroki. Torej bo še vedno potreba opozarjati dekleta na primerno zaščitene spolne odnose in ženske na redne ginekološke preglede. Seveda bo učinek cepljenja predvidoma znan tam čez 20 let, ker te 12-letnice ne bojo v 5 letih dobile raka, torej jasno, da ga ni. In upajmo, da se bo to pokazalo in da bo ta incidenca raka materničnega vratu res začela po tem cepljenju upadati. Sicer pa v teh skoraj 40 letih, kar delate na ginekološki kliniki, se je veliko spremenilo. Medicina je zelo veliko napredovala. Popolnoma vse se je spremenilo. Če se spomnim, kako smo začeli in kaj je bilo in kaj je zdaj, to ni za primerjati. Stvari grejo izjemno hitro naprej. In če tukaj ne slediš, si 1, 2, 3 za v kameno dobo. Je pa res, da mislim, da se pa nikoli ne bo spremenilo, da je kljub vsemu zdravnik, specialist človek.
in da je tudi od človeka veliko odvisno. Jaz mislim, da je to izjemno pomembno. Za pacienta si moraš vzeti čas. In meni se ne malo kdaj zgodi, ko prije določena ženska z določenimi težavami, ko se pogovorimo in ji pojasnimo, da skoraj zdrava odskakla iz ordinacije, ker je pomirjena, seznanjena, tako da je to bistveno. To je bistveno. Res pa je, da imate vedno manj časa, Ja. da vam dajajo norme, ki pravijo vedno manj minut za pacienta. Veste, kako je? Norme so nekako enake za splošno ginekološko ambulanto kot za subspecialistično. In tukaj pač potegnemo ambulanto. No. Ne moreš reči, zdaj pa 10 minut, Ja. gospa, zdaj pa ven, zdaj pa druga. A ne? Ja. Res pa je, da delate po cele dneve. Pa na ginekološki ambulanti, pa na fakulteti, pa diagnostičnem centru na Bledu. Ja. Na diagnostičnem centru delam že 12 let. Takrat so me vabili, namen je bil predvsem menedžerski pregledi. Vendar potem, ko so pacientke izvedle, da delam gor, je ratala kar običajna ginekološka ambulanta. Je pa res večina pacientk, ki pridejo po razna druga mnenja ali dodatne preglede, ki jim v tem osnovnem zdravstvu nekako ne pripadajo. In nekako ste mi prej pripovedovali, da že razmišljate o upokojitvi. Ja, ZULF nas je tiste, ki smo določene pogoje izpolnjujemo, postavil, da se moramo pač upokojiti. Ne? Tako da nas je kar nekaj par, ki so nam podaljšali do konec junija na kliniki, vendar zgolj za polovični delovni čas. In če bi vprašali pacientke, vprašanje, če bi bilo to tako, glede na vse, kar sem prebrala na forumu. Ja, se veste, da pacientke nimajo prava glasa. To je dekret. Ne? Bom pa na vsak način nadaljevala v diagnostičnem centru, tako da bom vedno dostopna za mnenja. No in sedaj je že tisti čas, ko si lahko razmislite nazaj. Je bila ta vaša odločitev, da boste specialistka ginekologije in porodništva, da boste v to smer delali prava? Kako? Kje je ta odločitev? Vedno bi se še enkrat odločila. Moja osnovna želja je bila sicer po končanju fakultete ena od kirurških strok. Mene je vedno veselila kirurgija. Takrat sem najprej kandidirala na kirurgiji za plastično kirurgijo, vendar mesto je bilo že vnaprej oddano, vse poznamo te razpise. Pol sem 8 mesecev čakala na mesto na ginekološki kliniki in ni mi žal, da sem čakala 8 mesecev. Ja. Imate dejansko kaj pokazati, kaj ste delali? Jaz mislim, da kar. Veliko, ja. Vam je ostajalo ob tem še časa za svojo družino, za vaše hobije? Vedno se najde. Moj hobi je moj vrt, tako da zato mi je vedno ostajalo, pa moj pes. Mojemu sinu ni bilo hudo, ker mož ni dežural in dolg časa je bila moja mama, tako da sem jaz lahko mirno izostajala v doma in hodila na potovanja, tako da smo to vse zelo lepo uskladili. Če se doma pogovori. Verjetno bi bilo težje, če bi bil tudi mož zdravnik. Verjetno. Moj sin, ko smo se pogovarjali, kaj bo, ko bo velik, je rekel, ne bom zdravnik, ker so potem otroci sami. Ampak moj otrok ni bil nikdar sam, ker so potem otroci sami. To je tega problema. In ni zdravnik. Ne. Je šel v drugo smer. Ja, je rekel, on je pameten. In zdaj, ko boste zmanjšali število ur dela, tako bom rekla, ne se upokojili, delali boste še vedno. Čemu boste zdaj namenjali kaj več časa? Bo se prišlo tisto tretje življenjsko obdobje, kot rečejo, ko mnogi začnejo marsikaj znova, od slikarstva dalje? Ne, mislim, da ne. Meni bo ostal moj vrt, ki je ogromen in ki ga obožujem. Razen za prihodnosti moram reči, imam še kar za naslednja leta neki vabil za učiti kirurgijo izven Slovenije in za predavati na tujih kongresih. Tako da, dokler bom pri moči, sej 100 let, pa tudi ne moreš več ne vem kaj početi. Mislim, da se ne bo kaj bistveno spremenilo. Res pa je, da ste že sedaj vzeli si tudi časa, kot pravite, že za predavanje, za pisanje, publikacij. Ja, seveda. To so pa vikendi. Aha, temu namenjate vikende. Zdaj pa, če bom manj, bom pa lahko tudi med delovnikom, ne samo v vikendih.
In sami pravite, tudi predavanje izven Slovenije, je slovensko ginekologija in porodništvo primerljivo z drugimi evropskimi državami? Mislim, da na velikih področjih je. Res je pa, da je tukaj stvar financ, možnosti opreme, izobraževanja, ker pa pač zaostajamo. To v zadnjem obdobju? Ja, počasi. Ko se zmanjšuje ta budžet? Seveda. Za izobraževanje je zelo težko iti na tuje kongrese. Nekaj se krije iz raziskovalnih projektov. Jaz imam srečo, ker me povabijo, pa imam ponavadi vse plačano, tako da lahko hodim na te zadeve. Škoda je za mlade. Mlade bi mogli več pošiljati, da vidijo malo tudi čez mejo Slovenije, kaj se dogaja. To bi jim zelo koristilo. Pa vsej izkoristijo vas, ki sodite med strokovnjake, ne samo v Sloveniji, ampak v evropskem merilu resnično vsej za izobraževanja doma, tukaj v Sloveniji, ker je verjetno cenejše, da samo vam... Mislim, da ja. Pa kar nekaj vas je še teh strokovnjakov, če govorimo samo o področju ginekologije in porodništva, ki boste sedaj počasi prepuščali mladim. Primarij Cerar je na istem, profesor Tomaževič, tako da, kot sem rekla, svet stoji na mladih. Mi smo določene stvari uvedli in zdaj je na mladih, da to razvijajo naprej. Seveda je pa sploh, kar se tiče kirurgije, pa potrebna kilometrina, kot mi pravimo. Še tako priden in nadarjen tukaj brez izkušenj je malo težko. Izkušnje si pa nabereš z leti. Ko doživiš tudi neuspehe, komplikacije in vse te zadeve in ko daš to skozi, torej to je kilometrina. Ja, verjetno ostanejo v spominu tako uspehi veliki, kot tudi komplikacije, ki se pri vsakem delu. Absolutno, vse ostane. Vendar na teh stvarih se učiš in s tem omogočaš, da se te stvari zmanjšajo. Roke ste pa morali čuvati celo življenje, kaj? Ja, no. Na vrtu so morale biti rokavice. Na vrtu so mogle biti. Mi je pa res pred 2 leti pri zadnji operaciji pred dopustom od inštrumenta se pretrgala vez od pavca, tako da so me pol uspešno na Jesenicah operirali in je roka taka, kot je bila. Se nič ne trese? Ne, še ne. Še ne. Ja, doktor Ribičeva, veliko pacientk, veliko parov vam je hvaležno za vse, kar ste delali v teh minulih letih in jaz sem prepričana, da ne glede na ZUJF, da boste še veliko razdajali svoje znanje kolegom in delali s pacienti. Kajti volja je ostala. Volja je pa absolutno ostala. In znanja veliko. Znanja pa je, to pa moram priznati. Smo mirni, tudi kot takšni strokovnjaki nekako zmanjšujete svoje delo na ginekološki kliniki, rastejo mladi kadri sposobni? Rastejo mladi kadri, nedvomno. In tudi kljub temu, da nekako ravno v teh dneh poslušamo zaskrbljenost, da je denarja za medicino vedno manj, kaj bo to pomenilo konkretno na ginekološki kliniki? Daljše vrste, slabše usluge? To vam zdaj težko odgovorim, ker ne vem, kako se bo to denar razdelil po samih panogah ginekologije, po opremi. To je stvar poslovnih direktorjev. Stroka ima tukaj manj, stroka ima ogromne želje, ker bi rada stvari čim boljše. Poslovni menedžment ima pa drugo plat medalje, ko ima žakeljček z denarjem v roki in tukaj bo treba najti nepametne kompromise. Kaj bi pa našim gledalkam in gledalcem svetovali z izkušnjami tako bogatimi in dolgoletnimi? Nekako ugotavljamo, da se žensko vedno pozneje odločajo za prvo nosečnost in potem, če nastopijo težave, kot je endometrioza, je morda tudi prepozno. Menite, da bi bilo boljše, da se prej? Ja, na vsak način bi bilo prej. Pa poglejte, tukaj je spet ta socialni moment. Najprej študij, potem služba, potem stanovanje, potem ni službe. Jaz imam ogromno parov, ki bi radi zanosili in nimajo pogojev. In potem se stvar odlaša in kot pravijo ženske, začne biti biološka ura. In potem je treba vse 1, 2, 3 zanositi. Vemo pa, da se z leti plodna sposobnost žensk zmanjšuje.
tako da na vsak način bi bilo priporočilo. Glejte, v 10 letih se je povprečna starost v prvem porodu pomaknila za 3 leta, kar je zelo zaskrbljujoče. Vemo, da se z starostjo tudi večajo zapleti v nosečnosti in v porodu. Tako da treba bi bilo prisluhniti mladim parom in mladim družinam in jim omogočiti osnovne bivalne in eksistenčne pogoje, da bi se odločili za otroka. In po drugi strani vsa mlada dekleta in mlade ženske verjetno naj na osnovi vsega, kar sem slišala, ne pristanejo na to, boleča menstruacija, takšne težave, treba iskati vzrok. Jaz bi tukaj mogoče bolj kot na pacientke apelirala na ginekologe. Naj prisluhnejo. No, bi tudi povedala, da je zdajle išla zloženka Endometrioza, kaj moram vedeti, namenjena pacientkam in bo dostopna v vseh ginekoloških ordinacijah po Sloveniji. In naj si priberejo kolegi ginekologi, naj se pa vzamejo nekaj časa za pogovor. Več za pogovor, kot za sam pregled. Torej, pogovor, zaupanje med zdravnikom in pacientom je pomemben v vseh vejah medicine. Nedvomno. Doktorica Ribičeva, jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste našli čas in prišli tudi k nam in da ste del vašega znanja in izkušenj delili tudi z nami in našimi gledalkami in gledalci. In resnično vam želim, da sedaj, ko boste imeli malo več časa, da si ga vzamete tudi za sebe in uživate, ne le delate, kot ste to počeli 40 letja. Hvala za vabilo, prišla sem z velikim veseljem. Hvala lepa vam in hvala za pozornost vam, drage gledalke, dragi gledalci. Verjamem, da ste slišali veliko koristnih informacij v nocojšnji oddaji in mi ostane le še, da vam zaželim lep, prijeten večer še naprej.